za predsednika Slovenije in seveda sem dosta v molitvi tudi in sem rekel, oče nebeški, zdaj pa mi ti povej, a je to tvoja želja tudi, ker jaz ne vem, tole se mi zdi kar resna zadeva, a sem jaz za to pripravljen. In zdaj, iskreno, tako kot sem danes naredil doma, sem rekel, zdaj, če boš potrdil ja, naj me premakne naprej, in če boš rekel ne, naj me premakne nazaj. To pač uporabiš svoje telo za nihalo in se da tudi na en način dobiti odgovor iz duhovnega sveta. No, ko sem začel šteti 1, 2, 3, 4, 5, 6, me je začelo vleči nazaj in moram reči, da se mi je malo oddahnilo, ker sem čutil kar en pritisk tak neugoden, da bi jaz sprejel, da bi šel v predsedniško kandidaturo. Veste, kaj delam? Rodovni vrtičkar je moj YouTube kanal, ki že 5 let objavljam. Iščem rešitve in sem jih našel. Ampak jih ne vidim v tej tekmi predsedniški, ker sem že sodeloval pri enih predsedniških volitvah 2017 in to je toliko ene svinarije, goljufanja, manipulacij in glede na to, kaj se pripravlja na svetu, september, oktober, november, december, januar, mislim, da bo Bog mene uporabil nekje drugje. Moj načrt za Slovenijo je bil 2018, da z 8 milijardami posadimo 600 milijonov sadnih dreves in vsak je lastnik 300 tih dreves, kar pomeni, da smo v 7 letih vsi v penziji, v samooskrbnem raju. Zdaj, po 2 letih ta projekt se ni premaknil nikamor, takrat je bil Šarec, predsednik vlade. Niso imeli posluha za to mojo noro idejo od norca Egidija. No, zdaj, po 2 letih sem prišel na idejo, da bomo pač to naredili brez denarja in da bomo to naredili s peškem. In da ne bomo to mi naredili, ampak bojo naredili 11-letni otroci. Tako da raj bo narejen. Raj bo narejen do 2029 v Sloveniji, če začnemo danes peški saditi. No, mi jih bomo začeli. Jaz sem že predsednik ene mini države, ki ima 1,2 hektarja. Reče se ji Zlata jama. Ta država je ustanovljena 2018 in ima svojo valuto. Reče se ji Kmet Coin. Eno seme, ki sem pustil zelenjavo v semenit v seme, je en Kmet Coin. In ne boste verjeli, recimo, ko sem semenil brstični ohrovt, čez zimo pustiš v rastlinjaku, presadiš ven spomladi in potem ti gre v cvetove in v semena. Iz ene rastline sem dobil 5000 do 10 000 semen. Zdaj povejte, če ima kakšna valuta na zemlji boljši donos. No, in ko imamo svoja semena, si samooskrben za hrano. Zdaj, največja težava je, da so nam zemljo ukradli. Najprej Vatikan, Rimokatoliška cerkev in potem po drugi svetovni vojni so to tudi komunisti naredili kolhoze, solhoze, kakorkoli že, in naredili fabrike, industrijo, da so ljudje imeli službe. Jaz vidim prihodnost sveta malo drugače. Da bojo nobenih služb ne vidim, nobenih fabrik ne vidim, nobenih javne uprave ne vidim, nobene v prihodnosti, ampak vidim samo rajske parcele, rajske posesti z sadjem, zelenjavo in lesene hiške ali kakršnekoli narejene s svojimi rokami. Napisal sem zakon o rodovnih posestvih, dajte nam zemljo 2017 na eni strani. Na to stran sem vključil Sveto pismo celo, študijska izdaja 2000 strani, enih 4 stavke. Potem sem vključil noter Anastasijo, 10 knjig, ki je bila vzgojena, vzgajana od svetleče krogle, od velikega duha in je ona dejansko dala načrt. Ne za hišo zgraditi, ampak za zgraditi raj na zemlji. Za fizični raj na zemlji. Edenski vrt, kot sta ga imela Adam in Eva, je samo posaditi 300 rastlin okrog svoje hiše in začeti sobivati za živalmi na način, kot ga imajo Indijanci, severnoameriški, še tisti, ki so še ostali zvesti svojim koreninam, ki častijo velikega duha
Vakantanka, Aluna, ki je isti duh, veliki duh kot naš Bog, oče Abrahama, Izaka in Jakoba. In v 7 letih se bo Zemlja precej preoblikovala. Zdaj satanizem bo uničen na Zemlji in prihodnost bo namenjena Božjim otrokom. Božji otroci, po mojem znanju, vedenju in izkušnjah, so tisti, ki spoštujejo 10 božjih zapovedi in še 11. in 12. ljubi Boga z vsem srcem, dušo in telesom in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Zdaj večina ved oziroma duhovnih ved po svetu, da ne bom rekel v religiji, in teh modrecev imajo eno in iste oziroma podobne mišljenja in reke o ljubezni. Tako da jaz se bom Stojana podpiram, njega poznam že od 2011, midva sta bila 2011 midva sta bila na shodu proti geoinženiringu 2011 na Prešernovem trgu, te posnetki obstajajo še na spletu, on je res velik borec. Tako da če me bo vzel v kabinet predsednika vlade za kmetijstvo, bom z veseljem sprejel to vlogo in ga podpiram pri njegovem borbi naprej še, je res velik borec že zelo dolgo, ja. In tako da oddajamo vso podporo Stojanu Svetu in jaz grem svojo pot, tisto, ki mi jo je Bog namenil, da ljudem približam raj nazaj. To je na kratko, hvala vam. Začnite saditi peške, jaz jih ne bom 600 milijonov, 300 jih bom pa zagotovo za sebe. Ja, hvala vam. Z Bogom. Hvala. Egidi Kozjek, iskrena hvala za tvoje pošteno stališče, kajti so ljudje, ki mislijo, da vse zmorejo, da vse lahko, na koncu se izkaže, da temu ni tako. Se pravi, mi smo te predlagali, ti si sprejel, razmislil, povedal, kako je stvar, in veste, ni lepšega, ko človek prizna svoje meje, se zagradi, omeji tudi na te hektarčke, na semena ali pa na državo. Skratka, da se dela, da se prizna in to je to.